V bistvu nisem nikoli v srednji šoli recimo, ali pa že kot otrok nikoli sploh o tem razmišljal, da bi bil duhovnik. V Salezijancih še toliko manj, ker nisem imel pojma, kaj to sploh je. Potem pa v srednji šoli, lahko rečem, sem se tako malo oddaljil od cerkve in sploh od verskega življenja. In potem v bistvu, ja, en tak milostni dogodek je bil ključen, no. Bil sem pri eni sveti maši, na eni šoli za animatorje. Tako kot mnogokrat prej pri sveti maši, sem šel k obhajilu, tako kot mnogokrat prej k obhajilu. In potem, ko sem pri obhajilu in sem se usedel nazaj v svojo klop, to je bilo ponavadi zadaj v cerkvi, v tistem trenutku so se ulile solze, začel sem jokati, začutil sem eno toplino, nekaj, kar sem potem kasneje razumel, da je Božja milost, njegova ljubezen, v tistem trenutku, ki mi je dal vedeti, da je tam z mano, ampak tega nisem razumel, kaj se je zgodilo v tistem trenutku. Bil je pa to ključen element, ko sem potem začel razmišljati, da mogoče je pa Bog posegel v moje življenje in mi kaj želi povedati. In potem odkrivati, kaj je ta moja poklicanost. In v bistvu ta pot, potem, da sem jaz prišel do Salezijancev, trajala še kar nekaj časa. V smislu nisem kar takoj vedel, to bo zdaj to in potem gremo k Salezijancem. Ampak je bil to en tak ključen trenutek, ena iskrica, ki se je vžgala. Potem pa je sledilo mnogo drugih znamenj, ki so mi potrjevala to, da me Bog res kliče. In recimo, če omenim samo kakšnega tazga, ki se je meni zdel recimo tako poseben. Jaz nisem poznal nobenega Salezijanca. Kako zdaj navezati stik s Salezijanci? Kar tja iti pa potrkati na vrata prečtev, jaz sem pa ta želel postati Salezijanc, kaj pa zdaj? Tako da v bistvu, ko sem o tem razmišljal, že zelo intenzivno, na koga naj se sploh obrnem, kam ne grem, sem bil enkrat pri babici in slučajno odprem tednik Družina, ki ga nikoli prej nisem odprl. Odprem in to ga odprem zadaj tam na oglasih in zadaj v tistem takem majhnem kvadratku med oglasi je pisal dan odprtih vrat pri Salezijancih. Lahko pridete tisti, ki želite spoznati Salezijance, mogoče razmišljate o duhovnem poklicu, lahko pridete. In ko jaz to vidim, sem rekel, evo, to je zame. In to je bilo v tednu pred veliko nočjo. In Salezijanci potem so mi kasneje rekli, da so to dali prvič gor, so rekli, itak noben ne bo prišel, ker na en tak oglasek noben ne pride, ne. No, in očitno so se všteli. Ker od tistega oglasa je že precej časa in jaz sem v bistvu potem navezal stik s Salezijanci in to je bil en tak ključni element potem tudi, da sem sploh spoznal Salezijance in se jim pridružil. Druga taka stvar, ko sem tukaj, da bi postal, da imam v sebi en duhovni poklic, da me Bog nekaj kliče, nisem pojma, kam to je. Nisem bil zadovoljen z nekim odgovorom, škofijski duhovniki mi ni bilo pri srcu. In potem slučajno, pod narekovaji, dobim v zahvalo eno Don Boscovo knjigo, Don Bosco življenjepis praktično. Takrat sem prvič stopil v stik z Don Boscom, preberem tisto knjigo in ko zaključim z branjem te knjige in že med knjigo sem rekel, pa to je točno to, kar jaz iščem. Kot da bi mi nekdo z nalašč porinil tja in rekel, lej, to je to. Tako da takih znamenj je bilo kar nekaj. In na podlagi tega potem sem se odločil oziroma sem odgovoril na klic, da postanem Salezijanec. Posebnih strahov nisem imel, najbrž tudi zato, ker sploh nisem vedel, kaj pomeni redovništvo, ker nisem imel pojma, ker nisem bil nikoli toliko v cerkvi, da bi to vedel. In sem si mnoge stvari predstavljal povsem drugače, kot je bilo. Ko sem se poslavljal, ko sem odhajal od doma, in potem tam je bilo, Salezijanci živijo, so 3 zaobljube, pokorščina, oboštvo in čistost. Smo si povedali, neko oboštvo, to najbrž pomeni, da nimaš ničesar, in takrat vem, da sem razdal zapestnico, verižico, radiostolp. Tako, v tem smislu sem si predstavljal, nisem sploh imel pojma, kaj to je. Tako da nekih takih nevarnosti ali pa strahov sploh nisem čutil. Bolj je bilo tako pričakovanje, eno veselje, eno navdušenje pred enim novim življenjskim izzivom. In se mi zdi, da vsaka stvar, tudi težka, ki je prišla, prav zaradi tega, ker sem bil prepričan, da me Bog kliče, ni bilo težko premagati. Pa je prišla odločitev staršev, pa so prišle kakšne druge stiske in težave, večje ali manjše.
ampak nikoli nisem v tem smislu podvomil ali pa zaradi tega postavil pod vprašaj, svoj poklic. Do današnjega dne, ja, okej. Ja, težko vprašanje. Ni po moje ni enega pametnega odgovora na to, ampak je čisto eno moje osebno. Čutim, da, tako je to že izraz poklicanost pomeni, da si bil poklican od nekoga, nisi se sam poklical in odgovoril na ta svoj klic, a ne. Ampak te je nekdo poklical in si ti preprosto odgovoril na ta klic. In zato lahko rečem, da mi to pomeni najprej en odgovor na klic, a ne, tako pač, nekdo pokliče, odgovoriš, lahko pa tudi ne odgovoriš, a ne. Tako se mi je zdelo, da sem v tem, tako res začutil, tako eno mirnost v sebi. In Don Bosco, potem tudi sem videl, kako deluje, ko enkrat odgovoriš na klic, a ne. Pa če te Bog kliče, kako Don Bosco, tudi deluje potem, s svojo karizmo in, po svojih darovih in tako naprej, a ne. Tako da mi pomeni poklic praktično bi dal enačaj življenje, ker si ne predstavljam več, življenja, brez da bi odgovoril na ta klic. Tako da bi lahko postavim tam en enačaj pa rečem: poklic je zame življenje. Lahko bi še filozofiral, ampak zakaj bi, ne. Pri tem delu, mi najbolj nagovori to, da vidim, kako božja milost deluje v srcih mladih ljudi, kaj jim Bog daje, če odgovorijo, če so odprti za njega. To mi je ena taka največja potrditev tega, da se to delo splača, a ne. Da je vredno, da je plemenito, da je pravilno, a ne. Potem pa tudi v primerih, ko nastopijo razne stiske, težave, dvomi, pri mladih, da jim lahko na neki način stojiš ob strani, hodiš z njimi, pomagaš, odgovarjaš na njihova vprašanja, če lahko, ali pa preprosto, da jih poslušaš. In se mi zdi, da, prav na podlagi tega, lahko en velik pečat, tudi človek kot tak pusti, a ne. Saj bi bilo zelo utopično, če bi rekli: "Jah, nič ne moremo, a ne, itak smo eni revčki, a ne." Tako, ni res, a ne. Don Bosco sam in tudi svetniki so dokaz, da, z enim žarom, z božjo pomočjo, s tem, da, se res prepustiš, v božje varstvo, se lahko zgodijo velike stvari. In to mi je v bistvu največje veselje, pri poklicu je prav to, a ne, da Bog potem včasih ti daje take majhne bombončke, cukrčke, tako da reče: "Glej, na pravi poti si, to, kar delaš, je v redu, pojdi tako naprej." Ogromno je lastnosti pri Don Boscu, ki bi jih rad posnemal. Je ni lastnosti, ki je ne bi rad posnemal pri njem. Tako se mi zdi, da je bil ena taka dobra mešanica, raznih lastnosti, ki so odgovarjale mladim, a ne. Je bil učitelj, kadar je bilo potrebno, bil je oče, kadar je bilo potrebno, bil je policaj, kadar je bilo to potrebno, bil je terapevt, kadar je bilo to potrebno, bil je predvsem duhovnik na vsakem koraku. Tako da ta njegova, prilagodljivost, da je vstopil v svet mladih, tudi na tak način, kot ga oni potrebujejo, a ne. To je ena velika stvar, ki jo je Don Bosco zmogel. Tako kot v Svetem pismu piše, a ne, sveti Pavel: "Bil je bogat z bogatimi, reven z revnimi." Tako je bil Don Bosco, a ne. Ko je bil s kraljem in z groficami, je bil z njimi na nekem nivoju in se jim približal na ta način, ko je bil s svojimi razcapanimi otroki, je bil tam z njimi kot oni. In to je ena njegova velika lastnost, velika, prednost, ki jo je imel pred drugimi, da je znal biti kot en kameleon, v smislu biti res blizu po tej človeški plati ljudem. Gotovo je tukaj veselje, ki ga je on izžareval. Se mi zdi, da, če kot salezijanci ali pa kot duhovniki, kot tisti, ki delamo z ljudmi, ki govorimo o Bogu, ne znamo ali pa nismo veseli ali pa ne znamo pokazati svojega pristnega veselja, smo kot eni grobovi. Grob pa ne privlači razen zato, da tam žaluješ, a ne. Tako da se mi zdi eno tako veselje, ki ga je Don Bosco izžareval, pa ogromno ene potrpežljivosti, ki jo je premogel, a ne. Najbolj pa to, kar tudi za njega pravijo, da je živel z nogami na zemlji in s pogledom v nebesih. Se pravi, da je bil ves
za ljudi in za svet, pa hkrati vas Božji. Ja, najbolj napačne predstave, ki jih mogoče imajo ljudje ali pa mladostniki še posebej, je to, da je to eno tako pusto življenje, da je v bistvu zelo enolično, da je ogromno enih odpovedi, da se ne počutiš uresničenega, da te je strah, da se soočaš s takimi stvarmi, ki kdo hoče pokopavati, kdo hoče se soočati s stiskami, a ne. Da je ogromno enih takih neupravičenih strahov, pa dvomov, pa pogledov, ki v bistvu so zelo neresnični, a ne. Jaz mislim, da je tako salezijanski poklic kot duhovniški poklic prav nasprotno temu, a ne, da je ogromno enih izzivov, ogromno enega veselja, ogromno enih doživetij takih, ki jih v nekem random življenju ne bi mogel izkoristiti, a ne, oziroma videti in doživeti. In da so take predstave lahko zelo napačne, a ne, tudi tako, kdaj kdo iz necerkvenih krogov, ne, sliši, to je pa duhovnik, reče, kaj mu je pa bilo v življenju hudo, da je mogel postati duhovnik ali pa salezijanca, je res bil v taki hudi stiski, a ga nobena ni marala, da je potem postal salezijanca ali duhovnik, a ne. Pač je popolnoma napačno mnenje, a ne, tako da je to amen. Hvala Bogu, o tem, kdo je salezijanski poklic, odloča Bog in ne človek. Bi pa rekel tako, ne, da nekdo, ki je rad z mladimi, ki bi jim rad pomagal, stal ob strani, z njimi hodil po poti življenja, ki jih želi privesti do Jezusa, jih navdušiti za zakramente, za molitev, za Boga, pokazati, da se splača, da je vreden, da so neki visoki ideali, ki so tam za njih in jih mora zgrabiti, in je pripravljen dati za to svoje življenje, potem je to absolutno 100% kandidat za salezijanski poklic. Če karkoli od tega manjka, a ne, je potem se treba malo vprašati, ampak v glavnem pa se mi zdi to, ne, da je nekdo res v Jezusovem imenu tja poslan za mlade, in če to čuti na kakršenkoli način, ne, to ne pomeni zdaj, da se samo z njimi igram, lahko preprosto Don Bosco je rekel, za vas živim, za vas delam, za vas študiram, za vas sem pripravljen dati tudi življenje, pomeni kakršnakoli oblika dela potem kot salezijanec, a ne, nekdo dela, in če je za mlade s tem namenom, je plemenito in je vsekakor nekdo lahko poklican. Tako da pridite, ne bo vam žal. Ja, treba je malo pogledati na svoje življenje, kaj vse sem že doživel, po katerih poteh me Bog peljal v mojem življenju, kaj mi je želel pokazati s tem, kakšne preizkušnje mi je dal, zakaj se sploh o tem sprašujem, pogledati res iskreno, pa tudi ne sam, ampak z nekom, a ne. Sami smo velikokrat zelo omejeni, zelo hitro ne vidimo polne slike ali pa se omejimo samo na eno podrobnost, a ne. Ko pa z nekom govorimo o teh stvareh, prečiščujemo, nam lahko tudi odpira druge horizonte in nam pri tem pomaga, a ne. To je ena stvar, druga stvar vsekakor molitev, kaj zdaj Bog hočeš od mene, a me res tukaj želiš, a ne, pa potem gledati, a mi Bog pošilja kakšna znamenja v povezavi s tem, dogodke, a ne, tako kot sem že omenil prej, a ne, na kakšen način mi Bog govori v mojem življenju, potem pa tudi, ko enkrat si rečem, zdaj pa mogoče to zame ali pa ni, a sem s to odločitvijo miren. Pomeni, da si rečem, to sem se odločil in lahko rečem, okej, se vdahnem, to želim in to Bog želi od mene in to je to. Se pravi spremstvo, molitev, pa potem tudi občutek, ki ga imam, da je to v življenju, kamor me Bog kliče.